Števila do 20, konkretni material. Takole, otroci, v prejšnjem tednu smo spoznali število od 10 do 15. V prejšnji dejavnosti smo vam pripravili učiteljice nekaj iger za utrjevanje števil, danes pa bomo spoznali še števila do 20, pogledali, kako jih lahko predstavimo in seveda tudi pravilno zapišemo. Imaš doma kartončke? Ja, števila do 15 si izrezal že zadnjič. Ja, takole. Za danes pa boš potreboval še števila do 20. Ja, torej tvoja naloga, da izrežeš do konca še števila do 20. Takole, ker boš potem lažje opravljal dejavnosti. Potreboval boš tudi 20 manjših predmetov. Ja. Torej, če smo od prejšnjega tedna imeli 15 predmetov, jih bomo danes dodali še 5. Tako, evo še 5 in imamo sedaj 20 manjših predmetov, s pomočjo katerih bomo nastavljali števila do 20. Verjetno se še spomniš desetička, s pomočjo katerega smo postavljali števila do 15. Ja? Tako, če se samo malce spomnimo, torej če želimo nastaviti število 13, postavimo najprej kocke oziroma predmete v prvo desetico. Tako, torej 9, 10, 11, 12, 13. Tako, ja. Če dodamo še eno, imamo število 14. Kje se skriva? Samo malo. Evo, 14. Ja. Če dodamo še eno, imamo število 15. Ja. In če dodamo še eno, imamo že naslednje število 16. Torej, kadar imamo v prvi desetici 10 predmetov, ja, in potem, se pravi, 10, in potem v drugi 11, 12, 13, 14, 15, 16, govorimo o tem, da imamo 16 predmetov. Ja? Če dodamo še en predmet, imamo 17 predmetov, še enega jih imamo 18, še enega 19 in če zapomnimo še spodnjo desetico, se pravi, da imamo zgoraj 10 pa spodaj 10, pridemo do števila 20. Ja, tako, na tak način pa pridemo do števila 20. Tako kot smo se zadnjič poigravali s števili, ja, si torej zdaj lahko recimo pripraviš števila, ne vem, od 10, takole, evo, takole bomo naredili, od 10 do 13, takole, evo, 20 kock si pospraviš v vrečko, ja, takole 20 kock pospraviš v vrečko, ja, potem pa jih zopet nekaj naključno potegneš ven in jih nastavljaš na desetiček oziroma dvajsetiček. Ja, in ugotavljaš in ponavljaš števila, ki so
prikazana. Torej, mi imamo zdaj koliko kocke? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ja, 14, 15, 16, 17, 18, ja, in med množico števil, ki jih imam tu na razpolago, poiščem število 18. Evo, bravo jaz. Ja? Ok. To je lahko ena izmed iger oziroma ena izmed aktivnosti, preko katerih vadiš, koliko je to število, koliko je število do 20, katero število je to. Ja? Druga vaja, ki jo lahko delaš, je pa vaja z narobe obrnjenimi kartončki, ja? Ki jih obračaš in bereš število. To je 20, 14, 11, 19 in tako dalje. Ja? Če imaš 2 kompleta takih številk, se lahko z njimi igraš spomin. Kadar spoznamo nova števila, jih zapišemo tudi v zvezek računko. Ja? Zapiši naslov števila do 20, potem pa naštej v prvi vrstici 10 okenc, torej dopolniš desetico, ki jo pobarvaš z eno barvo, potem pa v drugi desetici pobarvaj še 1, 2, 3, 4, 5, 6 okenc. Na tak način dobimo število 16. Tako. Za naslednje število zopet pobarvamo desetico, torej 10 okenc, v drugi desetici pa pobarvamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 okenc, ja? In 7 in 10 je skupaj 17, ja? Torej imamo že število 17. Dobro? Za število 18 potrebujemo zopet 10 in 8 okenc. Bodi pozoren, kako zapisujem števila in tako jih zapisuj tudi ti, prosim. V nadaljevanju za število 19 potrebujemo zopet desetico in 9 okenc. Bodi pozoren, kako zapišuješ 9, se pravi, na hribček greš glavico, ja, in potem dol vrat narediš. Dobro. Za število 20 imamo pa 10 pobarvanih okenc v prvi desetici in 10 pobarvanih okenc v drugi desetici in 10 je skupaj 20. Dobro, odlično. V nadaljevanju boš v zvezek napisal tudi števila čez eno okence. Ja? Dobro. Torej, število 16 zapišemo, torej 16, ja? In nadaljuj celo vrstico. 17, nadaljuješ celo vrstico. 18, 19 in 20. Odlično.